Jaz si mislim, da je treba tukaj precej bolj se odpreti. Slovenska podjetja so po mojih izkušnjah precej zaprta. Gledajo v svoje lastne okolje, ne pogledajo čez planke, kot rečemo, in danes je v Evropi zelo veliko denarja, razpisi se vrstijo, prihajajo novi paketi od leta 2014 naprej in tukaj je potrebno, da se podjetja pač odprejo, da zaupajo, da si poiščejo partnerje evropske, da se poiskati evropske partnerje tudi preko slovenskih raziskovalnih inštitucij, ki imajo več mreže evropske kot podjetja sama in na ta način se da pridobiti ogromna količina sredstev. Jaz se bojim, da podjetja večinoma gledajo preveč kratkoročno. Če gledamo z kratkoročnega stališča, potem seveda je varčevanje eno od ukrepov, ki lahko pomaga, ampak na dolgi rok, se pravi 5 ali še celo več let, pa ne moreš na ta način. Je treba vlagati in bolj, ko boš vlagal, seveda pametno vlagati, večja je možnost, da boš doživel nek uspeh. In tukaj pa je ravno tisto, kar sem prej rekel, se pravi, da pogledate, kje je denar. Denar je na voljo, treba ga je pač iti iskat in vložiti v svoje programe. Električni avtomobil do zdaj v bistvu je bil samo v obliki posebnih modelov, za katere vemo, da so bili predragi, stali so tam 35.000 evrov, dobil si za to mogoče dvoseda, ki je imel omejeno število kilometrov, kar se tiče dosega in tudi vse omejeno udobnost in vse ostalo. Tako da to so bili dejansko neki začetni poskusi, da bi ljudi navdušili glede električnih avtomobilov, ampak kar pa prihaja šele zdaj. Zdaj prihajajo razni modeli, ki dejansko zmorejo več, ki so še zmeraj električni avtomobili, ampak imajo podaljšane dosege in tako naprej. Skratka so tudi variante, hibridni in tako naprej. Ampak jaz si mislim, da se zdaj šele začenja. Prav letos vemo, da pride nekaj modelov serijskih tudi v Slovenijo, v Evropi so že nekateri in zdaj bomo videli, kaj bo. Tako kot ste rekli, čez 2 leti, takrat se bo dejansko dalo oceniti, kaj in kako. Verjetno pa električni avtomobili sami po sebi kot taki, izključno električni avtomobili, ne bodo imeli kakšnega zelo velikega tržnega deleža, bodo obstajali. Varianta, ki je zanimiva za ljudi, za širše množice, je gotovo so razne hibridne variante.